Prešernov trg je izhodišče in osrednji prostor nabit z erotiko. Samo če pogledava, tlele imamo krog, je samo krog s piko, ima eno tako erotično konotacijo. Krog predstavlja ženski princip, se pravi luno, pika pa pač moški princip. No in seveda tudi tako ena malo simbolična, malo za hec, malo za res. Oploditev se zgodi, v bistvu tale stavba, to je Hauptmannova stavba, taka zelo lepa secesijska. Bom pokazala sliko. Ja. Ko pade tale senca. To je penis. Ja, tako kot penis gleda. Tako da nekako poveličuje moški spolni organ in direktno bi rekli v maternici, oziroma v klitoris, ne, da je ženski užitek. In kar je zanimivo, ne, seveda, ko senca pač uplakne, ne, tako kot nekak moški spolni organ. Ne vem, zdaj poletje tle še navlaženo, imamo še vodo, ne, tako da je glih idealna situacija. Dolgo so zbirali denar za spomenik največjemu slovenskemu pesniku, ko pa so ga leta 1905 končno postavili, je prelepa muza nad Prešernom povzročila hud škandal, ki se dolgo ni polegal. Zakaj? Ker je kazala golo oprsje, kar je zmotilo ali pa preveč vznemirjalo nazadnjake, puritance, klerikalce, pripoveduje Tanja Kostanšek. Zelo se je razburil tedanji škof Anton Bonaventura Jeglič, ki je spisal celo protestno pismo Ivanu Hribarju, kako je to pohujšanje za mladino ženske, da to seveda ne more biti na glavnem trgu. Zdaj dejstvo je bilo, da je to bil glavni trg in pred cerkvijo. Zdaj podstavki je naredil Max Fabiani, arhitekt, kipar je bil pa Ivan Zajc. On ni videl v tem nič pohujšljivega, no, je pa rekel, da ima eno jako lepo gospodično za kip, ne, ki je taka mlada 20-letnica s črnimi lasmi, zelo lepa in da prav predstavlja Prešernovo poezijo. In šlo je dejansko za Olimpijo Pocati, bila je, tako bi rekli, pol Italijanka, pol Slovenka, kasneje pač odide v Pariz in tam žal dosti mlada umre za pljučnico. No. Imamo pa tle ovekovečeno za večno. Tako da škandal je kar nekaj časa trajal in iz tega vidika ratli tudi ogromno enih pesnitev, zabavnih. Ena taka je Muza in škof, ne, ki pravi: oj, muza grda in nesramna, kaj počneš gola vrhu kamna, ne. To ni še vse, potem ena druga pesnitev je bila tudi: zdaj po svetu širi se govorica, da Prešernova muza ni več devica. Bog ne neki ta, zakaj prehitro se je vdala, zdaj bo pa zibala, tako naprej. In škandal se je kar nekaj časa vletko, no. Še do 30 let, ko je tudi Plečnik imel neko idejo, da bi predstavil kip. Eni bi jo seveda prežagali, drugi bi jo vlili v drug kip, tretji bi jo vrgli v Ljubljanco, no, tako da to kar nekaj časa trajalo. Se tudi mladini so nekako neke ideje so bile, da bi jim prepovedali, da bi hodila čez trg, oziroma da ko pridejo, da gledajo proti cerkvi, ne v to smer. No. Zdaj lahko si predstavljam, da je mladina ravno obratno počela. Oj, naga in nesramna muza, povej mi, kje je tvoja bluza. Ja. Klub Dolenjskih žena je tudi pisal, so tudi napisale pismo Ivanu Hribarju, naj poskrbi za to, da ne bo zmrznila, ne, ker če ne bo že one poskrbele, da ne bo. Tako da se je govorilo tudi o tem, da so tudi štrikale oblačila in so jo oblačili. No. Neko zgodbo sem tudi slišala, da naj bi celo sam škof plezal in jo pokrival. Najverjetneje to ni res, da bi škof gor prav plezal, ampak so jo pa dejansko oblačili in pokrivali. No. Na ljubljanski tržnici Tanja pokaže, kje je bil nekdaj šolski drevored, ki so ga zasadili v času ilirskih provinc. No in seveda, ker se je mladina sprehajala po tem šolskem drevoredu, so mu tudi rekli mesto vzdihljajev. Najina naslednja postaja je Zmajski most, tam obnoviva legendo o hrabrem Juriju, ki se je boril z zlobnim zmajem. Pošast je na koncu pogoltnila zemlja. Hvaležni ljubljanski župan je Juriju ponudil svojo hčerko, a mladeniču ni bilo za zakon, raje je sam nadaljeval svojo junaško pot po svetu. Urbana legenda pa pravi, ne, da še danes, če se mlada, lepa, pa seveda devica more biti, ne, sprehodi po mostu, se znajo zmaji vzbuditi in pomigati z repki. Pred stolnico se ustaviva ob ljubljanskih vratih, s katerih naj ogleda stari znanec škof Jeglič, ki je tudi leta 1909 vzel stvari v svoje roke in napisal seksualni priročnik z naslovom Ženinom in nevestam. To tle je par izsekov. Mene recimo zanima o zakonski združitvi. Zato naj mož ne sili žene, da bi se njega dotikovala na spolni del telesa. Tudi mož naj ne dotikuje žene na tem delu, ker je nespodobno in bi mogel ženo tam pokvariti, kar bi bilo za oba jako mučno in žalostno.
Škofove rdeče knjižice niso brali le mladoporočenci, prebirali so jo po gostilnah, liberalci so se norčevali iz škofa, ga kritizirali, verniki pa so v njegovo podporo organizirali menda kar 70 shodov. In zdaj, kaj je bilo v tej tudi rdeči brošurci? No, predvsem je ideja, da pred poroko ne smeta iz deviških višav skočiti v mesene nižine, da se ne smeta shajati prepogosto, pa sama dva. Ob poroki tudi ni priporočljivo te prvo noč občevati spolno, se morata malo umiriti. Ples se mu je zdel blazno tako pohujševalen. Potem pa seveda, po poroki pa enkrat, dvakrat tedensko je čisto zaželjeno, predvsem pač za imeti otroke. Ko sva s Tanjo Kostanšek pred stolnico listali po Cankarjevi erotiki, je mimoidoči na mikrofonu zagledal napis RTV Slovenija. Na vsak način je hotel povedati, kaj si zelo želi. Da se studio City vrne in vse ta boljše daje. Ne samo, da bomo takšni, kot smo bili, ampak še boljši, kot smo bili. Držim pesti. Vi pa tudi, bodite z nami. V 16. stoletju so morale v Ljubljani nezveste žene preživeti nekaj dni v zaporu pod Trančo ali pa so jih zaklenili v sramotilno kletko. Najhujšim prešuštnicam so grozili, da jih bodo žive zazidali. Pri sodomiji, so imeli pa tudi malo tako hecne kazni, bi temu tako rekli. Namreč v 17. stoletju sem videla eno zgodbo, da v bistvu so žival kaznovali skupaj z sodomitom, ker ni dovolj rjovela na pomoč. Zakaj na Starem trgu ni hišne številke 13? Namesto te je namreč številka 11a. Pravijo, da je bila tu javna hiša, novega lastnika pa je motilo, ker so 13-tico povezovali z bordelom. Pšt. S Tanjo se sprehodiva še do Zvonarske ulice, kjer sta bili konec 19. stoletja kar dve javni hiši, ki jo je požegnal tudi ljubljanski občinski svet. Župan Hribar je dejal, da so javne hiše in prostitutke nujno zlo. Javna dekleta so imela 2-krat tedensko obvezne zdravstvene preglede. Na občini pa so v vpisne liste zapisali njihove podatke. Zdaj večinoma po narodnosti, večinoma so bile tujke, kakšne Madžarke, Hrvatice, Avstrijke, tudi kakšna Slovenka, ampak večinoma tujke. Vse so opisali, vera, ja, vse so rabile. Stan, velikost, obraz, lasje, oči, ja. Posebna znamenja. Ja. Pomembna erotična točka nekdaj in tudi danes je Trnovski pristan, ki mu pravimo Ljubljanska plaža. Včasih, ko še ni bila urejena, je bilo tam več skritih kotičkov za zaljubljence. Marsikaj se je dogajalo tudi v Tivoliju in na Grajskem hribu, pripoveduje Tanja. Evo, tako zdaj so pa pred Zoisovo palačo. Baron Žiga Zois kot najbogatejši Kranjec konec 18. začetek 19. stoletja. Seveda tle so se zbirali razsvetljenci tistega časa, ker je on ustanovil tale razsvetljenski krožek. In seveda oni niso samo govorili o znanstvenih in kulturnih vprašanjih, ampak so tudi zbirali in zapisovali erotično poezijo. Tu so bili baron Žiga Zois, Valentin Vodnik, ki je bil tudi duhovnik, Linhart, celo Jernej Kopitar, ki ga imamo za zelo tega togega, in pač ostali. In seveda zdaj niso samo zaradi znanstvenih vprašanj to zbirali, ampak so se pač, ker so se tle zbirali ob večerih, tudi zabavali s to erotično poezijo. Zdaj ena, ki je znam na pamet, je zelo zanimiva, ki je zapisal Valentin Vodnik. Mitska je mežnarca moje kapele, kadar je beli dan, notri me pele. Ena vezana na Krakovo, ki je tlele čisto zraven, ni gorši deklet, ko je krakovskih 5. Je ena med njimi, ki ima trebuh na 5. Jože Plečnik. Umetnost je bila njegova ljubezen, arhitektura pa njegova ljubica. Prišli se do zadnje točke in sva pred enim stebrom, ki se imenuje Gledališka stolba, v bistvu edino, kar še ostane, oziroma napeljuje na to, da je bilo tlele na mestu Slovenske filharmonije gledališče. Zdaj Plečnik s to gledališko svetilko oziroma gledališko stolbo nekako poveže Kongresni trg z nabrežjem Ljubljanice, to je bila zdaj ta ideja. Tam ima pa tudi erotično konotacijo. Andreas Rubi, en nemški kritik, je izjavil, da to je steber dvojne impotence. Tako da v Ljubljani imamo spomenik impotenci, bi lahko rekli.
Ideja tematske poti Erotične zgodbe Ljubljane je nastala v času epidemije, ko so turistični delavci razmišljali o novih produktih. Tanja je našla vire, prebrala številne knjige in članke, poiskala kup podatkov. Pripravila pa je tudi zanimivo gradivo, ki ga med vodenjem pokaže radovednim skupinam in posameznikom. Vabljeni vsi, ki vas to zanima. Trenutno moje vodenje financira Slovenska turistična organizacija, ker sem bila uspešna na pozivu. Zdaj več informacij najdete pa na Facebook strani Tanja Wonders _v Slovenija. Zdaj, če ne najdete, pa če nimate Facebooka, lahko pa tudi pišete Erotične zgodbe Ljubljane. Na Prešernovem trgu sta našo vodnico že nastrpno čakali udeleženki naslednjega vodenja. Zakaj sta se odločili za Erotične zgodbe Ljubljane? No, ravno zaradi naslova, ker me zanima tematika. Kaj pa vi? Ja, enako. Tema me zanima, pa že nekaj časa se želim prijeti na Tanjin ogled. A se vam zdi, da je Ljubljana erotično mesto? V bistvu ne, tako da lih to res pume firma smatra. Kot še za marsikaj, tudi za erotiko velja, da imajo vsake oči svojega malarja, tudi oči škofa Jegliča so ga imele. Turistična vodnica Tanja Kostanšek in novinarka Tatjana Pirc sva prepričani, da je Ljubljana bila in je še vedno zelo erotično mesto.